Dobro večer vsem današnjim udeležencem, lepo pozdravljeni na današnjem projektnem pogovornem večeru. Z nami je danes Matic Govejšek, ki je zaposlen v podjetju TRM Filter na delovnem mestu koordinatorja projektov. Veseli me, da ste se v takem številu danes tudi udeležili tega današnjega dogodka, na katerem bomo izvedeli, kakšna je bila karierna pot gospoda Matica, predvsem pa to, kako danes gleda njihovo vodenje projektov oziroma delovanje njihovega podjetja na projektih, kje so neke težave, kje so izzive in pa predvsem, kje so rešitve ter kako optimalno izkoristiti čas in pa softveri, ki so nam na voljo za to, da lahko pridemo do pravih rešitev. Na začetku bi mogoče nekaj besed namenil Slovenskemu združenju za projektni menedžment, ki je danes tudi organizator tega dogodka. Za tiste, ki mogoče še ne veste, Slovensko združenje za projektni menedžment v letošnjem letu obeležuje 30 let delovanja in ena izmed prvih aktivnosti v letošnjem letu je bila nova knjiga, ki jo je izdal naš častni član profesor dr. Hauc, in sicer z naslovom Projekti in mi. In vsi tisti, ki bi želeli to knjigo prebrati oziroma prenesti, lahko obiščete našo spletno stran in si jo tam tudi brezplačno prenesete. Drugače pa Slovensko združenje za projektni menedžment je neprofitna organizacija, ki spodbuja mreženje, sodelovanje, predvsem pa prenos nekega znanja na področju projektnega menedžmenta, tako doma kot tudi v tujini, in pa na takšen način pač posameznikom pomaga pri sprejemanju strateških ter projektnih rešitev. Drugače so naši člani, imamo jih nekaj več kot 100 članov, se ukvarjajo s pripravo, vodenjem projektov, s koordinacijo projektov, kontroliranjem na projektih, potem z pripravo različnih projektnih vlog, z vodenjem in pa izvedbo projektnih nalog, delujejo na področju portfelja, programa, na področju samih projektov kot takšnih. Med glavnimi aktivnosti, ki pa jih Slovensko združenje za projektni menedžment izvaja vsako leto, je pa osrednja konferenca na temo projektnega menedžmenta. Letos se bo odvijala 9. maja, predvidoma v drugi polovici meseca februarja bomo objavili preliminarni program in takrat bodo tudi že mogoče prve prijave na samo konferenco. Drugače pa tudi izdajamo strokovno publikacijo, knjigo, 3-krat letno izdajamo e-revijo ZPM Mrežnik. In vkolikor se nam je danes kdo pridružil, ki še mogoče revije kot takšne ne pozna ali pa bi želel iz katerega od vaših podjetij predstaviti kakšen uspešen projekt širši slovenski projektni javnosti, nas lahko kontaktira in pripravi za nas tudi prispevek, ki ga potem objavimo v revije, je pa možnost prispevkov do petka 3. marca. Drugače pa organiziramo različne mreženjske pa strokovne dogodke, v okviru Slovenskega združenja za projektni menedžment delujeta 2 sekciji in predvsem IPMA Young Crew, to so mladi posamezniki do 35 let, in pa mladi projektni menedžerji, o katerih bomo nekaj več tudi slišali od našega današnjega gosta. To so pa predvsem študenti, ki so na začetku svojih kariernih poti, dejansko delujejo na 2 lokacijah, tako v Mariboru kot v Ljubljani, in potem v sodelovanju z projekti izvajajo tudi določene konkretne projekte, kjer pridobivajo prve projektne izkušnje. Kot omenjeno že na začetku, pa še vedno si lahko vsi prenesete to knjigo, ki jo je izdal naš častni član v letošnjem letu. Drugače, vedno se nam lahko pridružite v članstvo, dejansko veseli smo vseh članov, ne nazadnje z članstvom posameznikov dejansko krepimo svojo mrežo novih oseb, ki jih poznamo na tem področju, na nek način izmenjujemo svoja znanja, izkušnje preko različnih dogodkov in pa na drug način lahko pridemo tudi do novih spoznanj iz teh podjetij in se pridružimo tudi novim kolektivom. Na drugi strani potem poznamo članstvo študentov, to je za študente kot takšne, kjer je znižana članarina, in pa korporacijsko članstvo organizacij, kjer pa se naši organizaciji lahko pridružijo posamezna podjetja, razdeljeno je na tri oblike članstva, spodaj pa lahko tudi vidite naše korporacijske člane v tem letu. Toliko zaenkrat mogoče o samem Slovenskem združenju za projektni menedžment pa produktih, ki jih izvajamo.
Mogoče še beseda dve o IPMA SLOCERT certificiranju projektnih menedžerjev. Danes je kar nekaj posameznikov prijavljenih, ki so v preteklem letu pridobili certifikat projektnega vodenja. Nekaj posameznikov je tudi še v postopku, kolikor bi pa koga zanimalo, pričenjamo z pomladnim ciklom certificiranja projektnih menedžerjev. In jutri zjutraj ob 9. uri imamo letošnjo drugo takšno prezentacijo, kjer dejansko predstavimo vse pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, da lahko pridobijo sam certifikat, in pa potem predstavimo tudi sam postopek, dejansko skozi kaj grejo kandidati, da pridobijo certifikat. Mogoče samo za oris še to, da kandidati dejansko v procesu pridobitve certifikata IPMA SLOCERT morajo se spoznajo oziroma morajo dokazati svoje znanje pa izkušnje na teh 28 kompetencah, ki jih vidite na zaslonu, in skozi različne oblike postopka certifikacije potem kandidati izkazujejo svoje znanje. Najboljše je, da preidemo dejansko na sam današnji glavno temo, to je pogovor z našim današnjim gostem. Jaz bom ga na kratko tudi še predstavil, naš gost je danes Matic Govejšek, dejansko, če o njem povemo to, da je študiral je na Fakulteti za strojništvo, magistriral je s področja konstruiranja, trenutno deluje v čisto drugem področju, to je na projektih kot takšnih. Svojo kariero je gradil na začetku kot član kluba študentov Slovenska Bistrica in pa član mladih projektnih menedžerjev. Trenutno je zaposlen v podjetju TRM. Vse vas že sedaj prosim, da vkolikor boste imeli kakšna vprašanja za našega gosta, da jih zapišete in jih bova tudi obdelala skozi sam pogovor. Mogoče pa še beseda dve o podjetju TRM Filter, kar je povzeto tudi z njihove spletne strani. Dejansko gre za podjetje, ki deluje v dveh zelo zahtevnih industrijah, in sicer v farmacevtski in pa kemijski industriji. Njihova ekipa je zavezana odličnosti, rezultati izvedenih projektov to potrjujejo. Naročniki so zadovoljni z rešitvami in pa z inovacijami podjetja kot takšnega. Dejansko pa podjetje kot takšno skrbi tudi za razvoj njihovih zaposlenih in pa jim omogoča izobraževanje. Na tem mestu dovolj z moje strani, jaz bom besedo predal Maticu. Matic, ti pa imaš za nas pripravljeno tudi krajšo prezentacijo, tako da izvoli. Res je, lep večer tudi z moje strani, samo da delim svojo prezentacijo. Ok, se prezentacija vidi? Namreč imam samo enakrat. Ok, prav. Moje ime je Matic Govejšek, star sem 28 let in pa z vami bi na začetku rad delil eno misel Sun Tzuja. Globoka modrost je zavedati se težav, preden nastopijo, zavedati se nevarnosti, preden se pojavi, zavedati se razdora, preden se ta zgodi, in zavedati se nesreče, preden do nje pride. To mislim, da je in more biti eno izmed pomembnejših vodil kogarkoli, ki se ukvarja z vodenjem oziroma koordiniranjem projektov, zato da uspešno pripelje svojo ekipo do cilja. Na kratko nekaj o meni. Leta 1999 so me starši vpisali v šolo hokeja na ledu, o čemer bom tudi potem nekaj povedal, ker me to zaznamovalo predvsem v mojem življenju. Potem sem leta 2014 končal splošno maturo na drugi gimnaziji v Mariboru in se vpisal na Fakulteto za strojništvo, kjer sem se v 3. letniku usmeril na smer konstrukterstvo. Z MPM-om sem se srečal leta 2015, kjer me je pritegnila njihova strokovna ekskurzija v Milano in Modeno. V bistvu trigger za vse to je bil, da smo obiskali podjetje Ferrari in šli tudi v muzej Ferrarija in tudi v podjetje Pagani. Potem sem postal septembra 2015 tudi član upravnega odbora kluba študentov Slovenska Bistrica in se tudi istega leta pridružil MPM-u oziroma mladim projektnim menedžerjem. Novembra 2015 sem se prijavil preko MPM-a na prvi razvojni projekt. Šlo je za projekt pametne nege perila.
pod okriljem podjetja Gorenje. In pa naslednje leto, po izvedenem tem projektu, sem se priključil tudi organizacijski ekipi mladih projektnih menedžerjev. V istem letu sem postal tudi blagajnik Kluba študentov Slovenska Bistrica in z letom 2017 diplomiral kot inženir iz konstruiranja. Nato sem se udejstvoval tako v MPM-u in v Klubu študentov do decembra 2020, ko sem magistriral iz strojništva smeri konstruiranje in se januarja 2021 zaposlil v podjetju TRM Filter. Šport, hokej je bil velik del mojega življenja. Hokej sem igral od svojega 4. leta pa do vpisa na fakulteto. Dal mi je ogromno, dal mi je disciplino, dal mi je, rekel bi, nek commitment oziroma zavezo, da če želiš biti dober, če želiš nekaj doseči v življenju, je treba za to trenirati in garati. Bil sem tudi član mladinskih pogonov slovenske reprezentance in tudi igral na mladinskem hokejskem prvenstvu. Šolanje, tako kot sem rekel, druga gimnazija Maribor in fakulteta za strojništvo. Klub študentov Slovenska Bistrica. Najprej sem bil samo član upravnega odbora, kjer sem se prvič srečal z študentskimi projekti. Nato sem postal tudi blagajnik in vodja gostinstva na večjih projektih ter tudi kasneje vodja večjih projektov. Na Klubu študentov smo v povprečju na leto izvedli med 40 do 50 projektov, med katerimi sem najbolj ponosen na naš vsakoletni koncert, ki nosi tradicijo še danes, če tudi tam več ni, in sicer Dan ljubezni. To je vsakoletni open air koncert za okoli 1300 ljudi, kjer sem tudi skozi leta sodeloval z največjimi slovenskimi glasbeniki. MPM, preko mladih projektnih menedžerjev sem se srečal z projekti kot obštudijska dejavnost v času mojega izobraževanja na fakulteti. Sodeloval sem na, tako kot še zdaj vidim, vsakoletnem dogodku Uspešne ženske pri organizaciji strokovne ekskurzije v Firence. Pomagal sem tudi organizirati ogled podjetja MIK Celje za študente in pa, kot sem prej omenil, pod okriljem podjetja Gorenje sem v 13 mesecev trajajočem projektu sodeloval na pametni negi perila, kjer sem vodil ekipo 7 študentov, ki smo se ukvarjali predvsem s tem, kako čim bolj odstraniti frustracijo pranja, likanja in vsega tega, za kateri projekt mislim, da bi zdaj bil dosti bolj učinkovit, ko vidim, kaj to dejansko povzroča. In pa razvoj izdelka za trening začetnega udarca pri golfu. To je bil projekt v sklopu PKP, ki se je vodil preko mladih projektnih menedžerjev, kjer sem sodeloval sicer kot konstrukter, ne kot vodja projekta, ampak smo se ukvarjali z razvojem naprave, na kak način zadeti sweet spot pri začetnem udarcu. Zaposlitev v podjetju TRM Filter sem se zaposlil, tako kot sem rekel, januarja 2021 kot konstrukter. Po začetnem preizkušanju na nek način na konstrukterski poziciji sem se tudi na to preizkusil kot inženir kakovosti in tehnologije, kjer sem se natančneje spoznal z zahtevami našega podjetja, kakšno kvaliteto želimo dosegati, kaj je za nas sprejemljivo, kaj ni, zaradi tega, da v bistvu deliveramo najboljši produkt možen in dosežemo zahteve naših strank. Nato pa sem od septembra 2021 dalje koordinator projektov v našem podjetju, kjer skrbim za to, da v bistvu stvari potekajo nemoteno in da so oddelki medsebojno čim bolje povezani. Za nekaj na kratko o našem podjetju. Naše podjetje se ukvarja z izdelavo filtrirnih sistemov za najzahtevnejše aplikacije. Kot je že bilo prej povedano, se nahajamo v farmacevtski in kemijski industriji. Nudimo uporabniku čim bolj enostavne in varne rešitve. To predvsem zaradi tega, ker je naša oprema spada pod ATEX, se pravi
eksplozijska varna oprema in pa containment, o tem lahko potem tudi nekaj več. Gre za izpostavljenosti nevarnim snovem pri menjavi samih filtrirnih vložkov, če povem čim bolj poenostavljeno. Naše podjetje ima inovativen razvoj na področju filtracije in filtrirnih sistemov in pa učinkovito in nemoteno čiščenje filtrirnih vložkov z našim pionirskim sistemom Rotatronic. V našem podjetju, kjer izdelujemo filtrirne sisteme, delimo teh filtrirnih sistemov na 8 družin. Zdaj na kratko samo 2 te družini, sicer to je naš ECR, gre za filtrirni sistem, sestavljen iz primarne in sekundarne filtracije, ki je možen preko modularne gradnje, kot ga lahko vidimo tukaj. Poznamo tudi različne vrste iznosa prahu. Tukaj recimo lahko vidimo, da imamo pnevmatski iznos in pa ECB. Druga bolj pomembna zadeva v našem podjetju, kjer tudi nudimo primarno in pa z komponiranjem našega tretjega izdelka ECK, primarno in sekundarno filtracijo. Evo, to je na kratko nekaj o meni. Super, najlepša hvala za to prezentacijo dejansko. Jaz kot še enkrat omenim, kolikor boste udeleženci imeli kakšno vprašanje, nam ga lahko zapišete pod Q&A in ga bomo gostu zastavili. Drugače pa mogoče res, če se jaz vrnem na ta začetek, kot si sam omenil, dejansko prihajaš iz 2 oziroma deloval si v preteklosti v 2 mladinskih organizacijah, kjer ste se zelo dosti ukvarjali ali z organizacijo nekih dogodkov ali z nekimi sodelovanji z podjetji, ne? In danes med našimi udeleženci je kar nekaj članov, ki so aktualni člani teh mladih projektnih menedžerjev. Mogoče, kakšno je tvoje videnje oziroma zakaj je po vašem mnenju dobro, da si mladi že ob študiju naberejo neke konkretne izkušnje, ki jih kasneje lahko dejansko prinesejo v podjetja, potem ko se zaposlijo. Recimo, kaj to lahko pomeni ob prvem dnevu, ko prideš v podjetje, ko si več ali manj izgubljen, pomeni si poln elana, si poln zagona, želiš se dokazati, ne? In na kakšen način lahko izkušnje, ki si jih v preteklosti recimo neformalno nabiral, z svojim delovanjem dejansko preneseš v ta podjetja kot takšno. Ja, zdaj recimo, tako sem prej povedal, ne, po izobrazbi sem inženir strojništva, se pravi, moja formalna izobrazba nima velike povezave z projektnim vodenjem. Edina stvar, ki sem imel v času faksa, je bil zadnji predmet, ki sem ga opravljal na fakulteti gospodarnost razvojnih projektov. To je edini predmet, pri katerem sem se srečal sploh z projektnim vodenjem, MS Projectom, čemarkoli. Zdaj, moje izkušnje, ki sem jih lahko prenesel trenutno v podjetje, je predvsem to, da sem se srečal z projektom in projektnim vodenjem, preden se sploh začel s tem delati, ne. Recimo, NPM je zelo dobra odskočna deska za to. V Mariboru smo imeli v tistem letu, ko sem jaz prišel zraven, oziroma ko sem se začel udejstvovati na projektih, vem, da smo delali z BSH-jem, Gorenjem, raznimi podjetji, ki so v bistvu naredili nič drugega, kot dali so nam neki izziv. In potem se je društvo samo okrog tega zbralo ekipo, zbralo neko projektno vodjo in potem smo mi sodelovali z njimi, ne. Dobiš prvi uvid od tega, kaj podjetje pri razvoju sploh pričakuje. Stik z industrijo pokažejo ti, katere stvari so smiselne, katere niso. Recimo, ena izmed takih fascinantnih stvari je bila, da nam se je zdela ena rešitev zelo v redu, ampak je podjetje zadevo zavrnilo, zaradi tega, ker so bili nekonkurenčni na trgu, ne. Se pravi, preizkusiš se lahko in tudi lahko si privoščiš neuspeh, ne. Zaradi tega, ker mislim, da tudi podjetja, ki grejo v to, da vzamejo študente, da študente za njih razvijajo projekte, grejo v to noter, da ne pričakujejo nekega eksaktnega izdelka, ne. Se pravi, najbolj pomembno pri teh študentih, in tudi mislim sedaj, da je še vedno tako, je, da so neobremenjeni s prvim vtisom. Se pravi, ko ti študentje pridejo, se morajo organizirati,
in na drugačen način gledajo na nek problem v podjetju, kot ga gledajo projektni sodelavci, ki, ne vem, se ukvarjajo z rešitvijo že 5 ali pa več let, ne. Tako da mislim, da je največja prednost teh obštudijskega srečevanja s projekti je to, prvič, si za sovrstniki, lahko ti pomagajo in tudi vidiš, na kak način se odzivaš v projektnem timu, ne, kar mislim, da je trenutno v industriji blazno pomembno. Mogoče še eno podvprašanje samo v tem kontekstu, ne. Ali menite, da so vam te izkušnje, ki ste jih pridobili zdaj s temi projekti, ne, ko ste delali dejansko z naročniki, ne, kjer ste bili na nek način res mlajši, neobremenjeni, podjetje ne pričakuje nekega top rezultata oziroma, kolikor je meni poznano, so bili tudi že rezultati v sodelovanju z ekipami NPM-a, kjer so tudi prišlo do samih patentov pa tega na koncu, ne. Na kakšen način ste dejansko te izkušnje lahko zdaj vkomponirali v tem, ko ste prišli v to vaše podjetje, kjer ste danes zaposleni, ne? Na kakšen način ste, recimo, katere so tiste izkušnje, ki ste jih nabrali od prej, ne, da ste jih lahko recimo takoj, ne vem, v prvem mesecu že na nek način uporabljali? Ali je to neka, ne vem, komunikacija, ali je to neko voditeljstvo, ali je to karkoli drugega, recimo, kar bi lahko izpostavili, ne, da ste lahko recimo takoj, ko ste prišli v vašo trenutno podjetje, dejansko že začeli uporabljati? Dobro vprašanje. Mislim, da ena izmed stvari je sam popis projekta, sam popis vodenja projekta, zagonski elaborat, popis podatkov, kaj je potrebno, na kak način, sklicevanje sestankov, kdaj sklicati sestanek, dnevni red sestanka, vse te zadeve mislim, da ti postanejo po vseh teh projektih nekako rutina in jih ponotranjiš jih, ne, ker v bistvu prednost tega pri NPM-u je, da vseeno imaš ti za seboj profesorja, s katerim se lahko vedno posvetuješ, ne, v bistvu on ti da neko rdečo nit, neko linijo, na kak način bi se naj projekti odvodili, in se mi zdi, da ti to kar na nek način zleze pod kožo, ne, ker vseeno čutiš odgovornost, ne smeš se izneveriti ne NPM-u, ne podjetju, ki ti je dalo možnost, da se lahko pokažeš, in mislim, da predvsem v neki organiziranosti je tukaj največji dobrobit. No, super, hvala. Pa če pridemo dejansko sedaj kar na vašo trenutno zaposlitev oziroma podjetje, v katerem ste, to je podjetje TRM Filter. Mogoče prej ste nam že predstavili dejansko 2 stebra oziroma da delujete v kemijski pa v farmacevtski industriji. Kako zahtevni so projekti mogoče ali pa kako zahtevni branži sta, glede na to, da so projekti več ali manj kompleksni v vseh branžah, koliko je pomembno, da zadostujete vsem kriterijem podjetja pri samem razvoju inovativnosti, recimo, da mogoče malo našim današnjim poslušalcem pojasnite, da vidimo ta pogled v to kemijsko pa farmacevtsko industrijo dejansko skozi vaše oči, skozi oči podjetja, kaj vse mora podjetje na nek način izpolnjevati, da je lahko uspešno izvede projekte oziroma da lahko uspešno pridobi nove naročnike, za katere izvede projekte. Ja, zdaj v bistvu moj pogled osebno, meni je najtežje planirati čas, se pravi, koliko časa bomo mi potrebovali za samo aktivnost, ne. Zaradi tega, ker naenkrat, ko projekt preide v neko fazo izvedbe, ko se prične naročanje komponent, naročanje materiala, takrat šele mi pridemo v stanje, kjer lahko določimo in rok dobave, v kolikem času mora biti karkoli narejeno in izvedeno, ne. Predhodno razvoj s tistim trenutno niti nimam včasih predhodno toliko stika, ker sem bolj na strani izvedbe samega projekta. Je pa tako, da je potrebno ob samih projektih zelo dobro beležiti, kakšne so zahteve naročnika. Namreč, ne vem, ena izmed takšnih je material. Katerega materiala kakšen material ne sme vsebovati naša naprava, ne? Zaradi tega, ker se ukvarjamo s procesnim zrakom oziroma z filtracijo, ne? In
v primeru, da pride kakšen material v sam proces, lahko to škoduje procesu, ne. To je ena izmed takih stvari, ki blazno pri razvoju na nek način blazno omeji nabor opreme, ki jo lahko sploh uporabljate, ne. Potem druga stvar so višje temperature, ne. Vsi vemo, da se material prične po nekje 70-80 stopinjah, se pričnejo materialne lastnosti blazno spreminjati. Se pravi, je potrebno pri vseh teh sistemih, glede na proces, paziti, da uporabljate pravilne materiale in da so ti materiali kakovostno tudi narejeni, ne, na koncu sestavljeni skupaj. Potem pride zraven nabava opreme, merilnih inštrumentov. Vse te zadeve je potrebno zelo dobro beležiti in tudi v času samega projekta spremljati, zakaj je bila sprejeta kakšna odločitev, ne. Zato mislim, da je ključno, da se skozi celoten projekt zadeve beležijo, da se beležijo tudi naše odločitve, zaradi tega, ker trenutno živimo v času, kjer so dobavni roki materiala precej dolgi. In kadar je konstrukcija oziroma razvoj že zaključila svoje delo, v bistvu pride do same montaže oziroma eksekucije projekta šele 2 meseca za tistim, ne. In takrat, če te nekdo naenkrat sname pa te vpraša, zakaj si pa takrat zbral tako pa tako zadevo, ne, če imaš zapisano, pa če veš, kje iti iskat, si lahko zelo hitro rešil zadevo, ne. V nasprotnem primeru je pa treba potem ponovno pogovore z naročnikom, pa zakaj je prišlo do take spremembe, ne, vse spremembe je potrebno tudi javiti, vse spremembe je treba usklajevati in jaz mislim, da je kakovost in odličnost ravno našega podjetja ta, da vodimo vse te podatke o projektu medsebojno zelo transparentno in pride po tistem, ko je bil enkrat projekt sprejet, zelo malokrat do komunikacije z stranko, zaradi tega, da bi morali razjasnjevati stvari, ki so že bile predhodno podane. Super, hvala. Dobili smo že eno vprašanje od našega poslušalca, in sicer mogoče ravno, ker ste omenili te spremembe v materialu v visokih temperaturah. Zanima ga, na kakšen način imate rešeno detekcijo za primer požara? Recimo, kaj uporabljate za gašenje? Ali pride do takšnih težav in kako jih pač rešujete v tem primeru? Ja, to je zdaj že precej strokovno vprašanje, zaradi tega, ker poznamo različne bariere, lahko imamo fizične, kemične, ne vem, odvisno tudi od sistema, ne. Imamo tudi določene standarde, imate eksplozijsko varno opremo, ne, ki je v bistvu projektirana na način, da sama zaduši eksplozijo, tako da, ja, to potem v bistvu je že na nek način od proizvajalca odvisno, ne, na kak način se s tem spopade. Ok, super, hvala. Mogoče, če zdaj dejansko pridemo na vašo današnjo delo, kako vam poteka pač v podjetju kot takšnem, ne. Pred današnjim pogovorom sva se tudi slišala, pač kakšne tehnične rešitve oziroma softverske rešitve vam pomagajo pri samem delu, ne. Mogoče na kakšen način pač usklajujete te aktivnosti, ko pride do nekega projekta dejansko, če mogoče malo za začetek predstavite našim poslušalcem, kako zaženete ta projekt, s čim si pomagate, na kakšen način potem, tako kot ste omenili, dejansko beležite vso to sledljivost in da potem lahko za nazaj pogledate, da mogoče tudi kdo iz podjetja oziroma izmed teh mlajših članov, ki nas danes tudi poslušajo, dejansko dobi nek pogled, da si lahko pogleda kakšno to softversko orodje, da dejansko si mogoče tudi olajša kakšne odločitve v prihodnosti in da tudi mogoče katere izmed drugih podjetij, pač, ki so se nam danes pridružili, posamezniki iz teh podjetij tudi mogoče dobijo kakšno informacijo, ki jim lahko koristi tudi pri njihovem delu. Seveda. Zdaj v bistvu pri nas se projekti usklajujejo 2-krat tedensko z operativnim sestankom, na katerem so z menoj vodje posameznih oddelkov, se pravi operative, od nabave do razvoja, montaže in logistike. Zato v bistvu uporabljamo za sledenje teh ključnih taskov, uporabljamo Excelovo datoteko, ki jo jaz poimenujem Project Flow,
v katerem so zapisane datum posamezne aktivnosti, kdo je dal request za posamezno aktivnost, datum, do kdaj mora biti, kdo je odgovoren za to, da se bo to naredilo, in pa zraven tudi response ter kolono pending, not started, comment in pa completed. Na tak način v bistvu dvakrat tedensko usklajujemo tiste najbolj pomembne aktivnosti, ki pa ta tabela, jaz v bistvu spodbujam, da jo uporabljajo čisto vsi v podjetju, zaradi tega, da vidijo, kaj se z posameznim projektom dogaja, namreč hkrati usklajujemo več projektov. Zdaj s to tabelo trenutno največ rokujem tudi sam, zaradi tega, ker vse, kar se dogaja na Microsoft Teamsih ali preko pošte, jaz v bistvu vsako jutro, ko pridem v službo, najprej porabim nekje pol ure do 3/4 ure časa, da preberem vsa sporočila, in če je med sporočili kakšna stvar oziroma zahteva, da je potrebno kaj rešiti, avtomatsko že kar zapišem to aktivnost noter. Se pravi, da potem, ko pride do sestanka, mi samo na sestanku uskladimo, kdo bo to aktivnost tudi izvajal in do kdaj jo je potrebno izvesti. Kar se tiče eksekucije samega projekta, pri nas se prične eksekucija z primopredanim sestankom. Se pravi, to je sestanek, kjer prodaja oziroma lastnik projekta preda projekt, ki je bil dogovoren z posamezno stranko. Predhodno uporabljamo za bazo podatkov tudi Microsoft List, kjer so noter navedeni, v bistvu se da izpolniti kot nek krajši formular, zaradi tega, da želimo, da so vsi podatki transparentni in da imajo vsi dostop do teh podatkov, in pol na podlagi teh podatkov se predstavi sam projekt, kdo je naročnik, zakaj. Mislim, da je tudi zelo pomembno, da vsak projektni sodelavec ve, zakaj se bo ta naprava uporabljala in kaj je namen te naprave, in potem se tudi na tem sestanku dogovorimo, kdo ima kateri del, kaj je treba pripraviti. Mogoče so nekateri projekti zelo slični, drugi niso. Mislim, da je najbolj pomembno pri tem je, da pridejo na sestanek tisti ljudje, ki to morajo slišati, in da ko slišijo to, v bistvu informacijo širijo naprej skozi projekt. Okay, super. Je pa hkrati tudi, naše podjetje trenutno deluje preko Microsoft Teamsov. Zgodila se je korona, potrebno je biti vedno v stiku, in tudi v same Microsoft Teamse implementiramo od OneNote za beleženje zapiskov. Jaz vedno na vsakem takem sestanku tudi beležim čisto vse, zaradi tega, da vemo, kje smo. Microsoft Project for the Web, ki se mi zdi zelo dobra aplikacija, predvsem zaradi tega, ker je od vseh projektovih oziroma Microsoft Project poznamo, da imaš 3 različne variante. Se pravi, imaš MS Project Professional, imaš tega for the web, pa imaš tisto varianto, kjer si lahko več menedžerjev v istem podjetju izmenjuje na enakem projektu. In po pregledu trenutnih rešitev je v bistvu ta Microsoft Project for the Web edina, ki omogoča, da vsem projektnim sodelavcem, ki so v določenem timu, omogoča tudi noter v pogled v aktivnosti. In tudi pod aktivnosti se jih lahko tega in potem dobijo mail, da so zadolženi za neko stvar, koliko časa imajo, kdaj bi naj pričeli z aktivnostjo in kdaj bi naj končali. Ter tudi, to je bil pa update, mislim, da 2 meseca nazaj, zdaj lahko tudi aktivnost sami odkljukajo, da so jo uspešno zaključili. Ok, super. Zdaj smo slišali zelo veliko nekih deležnikov znotraj podjetja, dejansko, ki jih vključujete na sestanke kot takšne za samo izvedbo projektov. Imamo še trenutno kar nekaj vprašanj, bomo jih tudi obdelali, ampak mogoče še ravno, ko smo pri teh deležnikih na samem projektu, na kakšen način pa poteka pri vas recimo ta komunikacija oziroma usklajevanje z vodstvom podjetja. Pomeni, imamo na eni strani ljudi, ki delajo projekte, ki jih izvedejo, ko pridejo do tega, na kakšen način pa dejansko vodstvo podjetja potrjuje oziroma sodeluje pri samih projektih, recimo kako jih obveščate, kako jih vključujete, kdaj se vključijo, kdaj jih je potrebno vključiti. Pa mogoče še ena iztočnica, glede na to, da smo ravno pri projekte,
Če mogoče naveževa še na rang teh projektov, ne, in pa samo tržišče, koliko so ti projekti vredni, da mogoče naši poslušalci dobijo nek pogled v to, koliko je en takšen projekt dejansko za nekega naročnika vreden, in pa ali je to tržišče znotraj Slovenije, ali je tržišče EU, globalno, skratka, na kakšen način te dve vlogi pač in vodstva podjetja v projektih in pa projekti kot taki obdelati. Zdaj, najprej glede vodstva, ne. Jaz mislim, da sem prišel v eno zelo dobro podjetje, ker sem bil tudi zelo dobro sprejet in odnosi med nami so zelo na visokem nivoju. Tudi vsi se zavedajo, da sem mlad, da ne vem vsega in lahko zmeraj vedno vse vprašam, ne. Tudi recimo moram pohvaliti direktor v naši firmi, jaz ga imam kot mentorja, priporoča mi knjige, me vodi, pove, na kak način naj delujem, na kak način bi želeli, da delujemo, in v bistvu to usklajevanje z najvišjim vodstvom poteka tako, da jaz, ko napišem, da imam problem glede projekta ali pa da se moram karkoli uskladiti, jaz enostavno pač napišem, da bi se rad dobil z njim, se usedemo in se pogovorimo, kakšna je smer projekta, kaj želimo. Isto recimo z lastniki projektov oziroma z prodajo, mislim, da smo na takem nivoju, da ni problem, da bi se morali mi, ne vem, z nekimi poročili ali pa s čemerkoli obveščati na tedenski ravni, ampak enostavno vemo, za katero stvar je nekdo lahko kompetentni in odgovoren, in takrat, ko pride do tega, ni nikoli problem, ne. V bistvu se v 10-15 minutah se organiziramo, usedemo skupaj, prediskutiramo ali pa tudi zapišemo, uskladimo in potem gremo po isti poti skupaj naprej. Zdaj, kar se pa tiče vrednosti projektov, vam kaj dosti ne morem, zaradi tega, ker niti nisem vključen to noter, ne. Se pravi, jaz na nek način skrbim za to, da so aktivnosti izvedene, za samo prodajo in z stroškovno vrednostjo projekta pa žal nimam toliko stika. Ok, super, hvala. Mogoče glede na to, da delujete na samih projektih kot takšnih, ne, ko jih koordinirate, mogoče en takšen tipičen projekt, ki ga trenutno recimo izvajate na nek način, koliko je to nekih ljudi notranjih vključenih, pa koliko je to nekih zunanjih partnerjev oziroma zunanjih deležnikov vključenih na samem projektu, mogoče če nam še na to lahko odgovorite. Ja, seveda. Zdaj recimo, če gre za razvojni projekt, kjer v bistvu projekt poteka, ne vem, v pol leta, potem je notranjosti podjetja vključenih do 14 deležnikov v povprečju ali pa 15 z montažo vred, ne, zaradi tega, ker se nekako fokusiramo, da delujemo v manjših skupinah in potem medsebojno usklajevanje. Zdaj, če v bistvu gre za zelo enostaven projekt, kjer ni zraven nekega aplikativnega inženiringa ali pa česarkoli na ta način, potem se niti toliko ljudi noter ne vključuje, ne. Namreč pri nekaterih projektih potrebujemo elektrokomponente, elektroomaro, elektronačrt, ne. Pri nekaterih projektih tega ni, ne, in seveda v takem primeru avtomatsko 3-4 odpadejo. Kar se tiče pa dobaviteljev, pa je dobaviteljev precej, predvsem zaradi tega, ker uporabljamo različne komponente, s katerimi sestavljamo sisteme. Super, hvala. Mogoče še 2 vprašanji smo dobili od naših poslušalcev, in sicer koliko je nek ta povprečni časovni okvir dejansko od tega, ko projekt pač dobite v izvedbo, do tega, da ga dejansko z montažo nekemu naročniku dostavite, ne? Pa potem še na kakšen način dejansko določite prioritizacijo vaših aktivnosti zgleda na samem projektu oziroma delovanju. Ja, zdaj, če gre za projekt, ki je višje zahteven, poteka moje vodenje projekta nekje 16 tednov, ne. Se pravi, od tega, da damo risbe v konstrukcijo, da se sistem nabavi, da se naroči material, da se izvedejo kooperacije, da pride do sestavljanja, do testiranja in potem tudi do samega predstavitve naših sistemov strankam. Potem zraven, če je montaža pri stranki, potem še teden zraven, vendar je ponavadi
traja nekaj časa, preden mi odpremimo sam sistem, da ga potem tudi pri stranki zmontiramo in ga zaženemo. Zdaj prioritizacija aktivnosti se usklajuje na operativnih sestankih, ne. Če imamo mi, kar je tudi za moje pojme najtežje pri mojem delu, je to, da čas na projektu se dobiva oziroma pridobivamo čas takoj na začetku, ne. Se pravi, v prvih 2-3 tednih lahko mi prihranimo zamudo, ki se nam bo zgodila na koncu. Se pravi, s projektom je treba štartati takoj, ko vemo, da smo ga dobili in da ga bomo tudi izvedli, ne. Najslabše je, če aktivnosti, ki so potrebne zaradi tega, da so drugi ljudje odvisni oziroma drugi projektni sodelavci odvisni od teh aktivnosti, potem je to najslabše, kaj se lahko zgodi za projekt, ne. Se pravi, da mi čakamo z razvojem neke komponente ali pa z izrisom nekih risb 14 dni, zaradi tega, ker nimamo neke potrebne informacije. V tem primeru potem ne moreš ti obesiti tega na montažo v sami proizvodnji, ne more potem nekdo delati 12 ur na dan, zaradi tega, ker je nekdo na začetku predolgo časa obravnaval neko informacijo, ne. Je pa tako, da kljub temu, da se vse te aktivnosti sprotno izvajajo, če imamo težavo na posameznem projektu, se da temu prednost oziroma se stopi skupaj in se pač, ne vem, neko normalno delovno okolje se prekine za tistih 15 minut pa ure, se pogovorimo in potem ostale aktivnosti potekajo dalje, ne. Tudi recimo, ne vem, če je kakšna reklamacija, ne, je potrebno pač tisto obravnavati prednostno. Super, hvala. Slišali smo prej v pogovoru dejansko kar nekaj rešitev, ki jih uporabljate v vašem podjetju, da vam omogočijo oziroma da vam olajšajo vsak dan na delo s samimi projekti. Mogoče moje naslednje vprašanje je usmerjeno v to, kaj pa so tisti neki vaši največji izzivi na vašem področju, pač na tem delovanju, koordiniranju projektov kot takšnih, ne, in kako te izzive dejansko tudi danes rešujete, ne. Nekaj je software, nekaj je verjetno komunikacija, kaj še je takšnega, kar dejansko vidite kot neki izziv na tem področju in kako se tega lotevate? Zdaj, največji izziv, no to tudi mogoče za te z MPM-a, jaz ko sem začel delati z projekti, jaz sem prišel iz nekega akademskega okolja, kjer je bilo vse popolno, ne, ko se kot študent lotiš MS Projecta, ti si tam, si nakucaš noter čisto vse aktivnosti, si zmrežiš sosledje, dodeliš ljudi, deluje vse brezhibno, ti boš projekt naredil v enem mesecu brez najmanjših težav, ne. Potem pa to, kar se vedno bolj učim, tudi na svojem delovnem mestu, se zgodi življenje, ne. Pridejo določene stvari vmes, na katere sam nimaš vpliva, za kar tudi priznam, da včasih zelo težko sprejmem, zaradi tega, ker jaz osebno in verjetno vsi želijo biti v življenju uspešni. Zame pomeni, da sem uspešen, je to, da sem jaz v nekem doglednem roku oziroma v dogovorjenem roku dostavil projekt, ne. Ampak včasih so noter neki deležniki, na katere nimaš vpliva, in ti deležniki so ponavadi ljudje. In jaz mislim, da je najbolj pomembno in da je največji izziv vsakega projektnega menedžerja ali koordinatorja projektov je to, da ima zelo dober odnos z svojimi projektnimi sodelavci. Zaradi tega, ker samo z zadajanjem nekih taskov, zahtevanjem nekih datumov se ne pride daleč, ne. Včasih je treba spiti kakšno kavo s kom, kar sem tudi sam mogel spoznati, in potem gre zadeva veliko lažje naprej. Je pa res, da je treba držati zmeraj mejo, ne. Se pravi, eno je kava s projektnim sodelavcem, pa pogovor, pa kakšen hec, stvari morajo na koncu dneva pa še vseeno biti narejene, oziroma če niso narejene, mora biti za to zelo dober razlog. Zdaj pa drug del vprašanja, se pravi, se bom navezal kar na informacijsko tehnologijo in izzive. Zame je izziv, recimo preko Microsoftovega okolja ali pa z Microsoft List in Microsoft Power Automate, programirati projekte tako, da se v bistvu izvajajo z čim manj mojega posredovanja, ne.
Se pravi, jaz si nekako predstavljam, da kot projektni koordinator sem tam zato, da odstranjam ovire oziroma pomagam odstranjati ovire mojim projektnim sodelavcem, ne. Ampak da takrat, ko vskočim, mora biti za to zelo dober razlog, ne. Se pravi, preko sodobnih programov, predvsem Microsoft Officea, pa se da določene zadeve naprogramirati tako, da se izvajajo same od sebe, ne. In potem tudi navaditi svoje projektne sodelavce na način, da ko je neko stvar opravil, to označi in potem Power Automate sam od sebe poskrbi, da dobi naslednji v verigi oziroma na projektu elektronsko sporočilo ali pa obvestilo, da je tvoj projektni sodelavec je za zadevo zaključil, tu imaš dokument, lahko nadaljuješ z svojim delom, ne. Recimo, primer takšen je, ne vem, inženir odda kosovnico, bo v Microsoft listih ali pa kjerkoli označil, da je kosovnica bila oddana in potem Power Automate z svojimi protokoli avtomatsko pošlje v nabavo mail, da je konstrukter za ta in ta projekt končal kosovnico in da lahko pričnejo z nabavo, ne. Mislim, da je to cilj, da se projekt odvija, da dosežem, da se bodo projekti odvijali sami od sebe, brez mojega večjega posredovanja. Super. Slišali smo dejansko eno zelo dobro iztočnico za naslednje vprašanje in to je, da so dobri odnosi na nek način ključ za to, da lahko naredimo dobre projekte na koncu, ne. Mene pa zanima, na kakšen način dejansko poteka ta prenos nekih znanj, ki jih vi pridobite z delom na posameznih projektih, recimo k novim sodelavcem, ne, ali pa k sodelavcem, ki bodo mogoče, ne vem, v letošnjem letu ali pa v naslednjem letu prišli k vam, ne. Na kakšen način bodo oni lahko vaše neke izkušnje ali pa vaše neke težave, ki ste jih že obdelali oziroma jih rešili, ne, na kakšen način bodo se oni lahko s temi izkušnjami spoznali, na kakšen način jim to lahko predate ali to kam beležite, tako kot ste omenili, kot imate zapisnike sestankov, ne, oziroma ali imate kakšna prenos znanj, skratka, na kakšen način lahko to poteka oziroma poteka pri vas. Zdaj lahko povem na konkretnem primeru, namreč sam sem v podjetju mentor novemu zaposlenemu na področju kakovosti. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da se s to osebo predvsem ukvarjaš in ga opozarjaš na določene nevarnosti, ki lahko pridejo pri njegovem delu, ne. Recimo pri njemu za določene komponente, ki niso ustrezne za naš standard kakovosti, se zmeraj napiše reklamacijski zapisnik in se ga pošlje dobavitelju, se potem z dobaviteljem to usklajuje, ne. Recimo, jaz sem z njim delal oziroma tudi delam na način, da na začetku, ko še ni vedel, na kak način narediti reklamacijski zapisnik, sem mu poslal mojega, kakšnega iz prejšnjega projekta, smo potem zadevo skupaj pogledala, smo tudi pregledala skupaj komponentov, pokazal sem mu, kaj je pomembno, kaj ni, na kak način se slika, na kak način želimo, da je zadeva izvedena in potem v bistvu, zdaj smo že na stopnji, kjer mi še samo pošlje v pregled kakšen zapisnik ali pa karkoli, ne. Recimo ena izmed takih stvari je bila tudi zdaj ravno za en projekt v decembru, smo šli k dobavitelju pregledati, ali so komponente ustrezno zvarjene oziroma so ustrezno narejene, sem fanta vzel s seboj, dejansko, da je imel takoj stik s tem, kako zadeve izgledajo, sem mu tudi povedal, na kaj je treba paziti. Predvsem pa se mi zdi, da tudi pri meni, ko sem prišel v podjetje, se spodbuja spraševanje, ne, se pravi samoiniciativnost in pa tudi to, da imaš možnost narediti napako, ne. To se mi zdi pa najbolj pomembno v našem podjetju je ravno to, ne, tako rečeno, noben te ne bo na križ pribil, če boš naredil neko napako, se je pa potrebno zavedati, da se je potrebno iz vsake napake nekaj naučiti, ne, in kritično postane takrat, ko isto napako ponoviš dvakrat ali pa trikrat, ne. Pa tudi, no, vseeno boljše prej vprašati, preden narediš kakšno neumnost. Res je, ja. Dragi poslušalci, zdaj, koliko še ima kdo kakšna vprašanja, še jih lahko zapiše, drugače pa še imamo pred sabo 2-3 vprašanja in bomo današnji ta projektni pogovorni večer z našim gostom tudi zaključili. Mogoče še ena iztočnica, ki se mi je porodila, ko ste omenili na začetku, da dejansko, da ste se s projekti srečali pri enem izmed predmetov na koncu vašega študija, ne. Ali v vašem podjetju trenutno spodbujate kaj
na področju pridobivanja znanja projektnega vodenja, pomeni, ali se izobražujete vi, vaši sodelavci, kaj na tem področju, ne? Ali pa če planirate, da boste mogoče v prihodnosti pa se kakšnih izobraževanj udeležili ali prebrali kakšne knjige, skratka, se udeležili kakšnih dogodkov, kjer boste lahko prejeli kakšne prakse projektnega vodenja dejansko iz drugih podjetij, tudi prenesli mogoče na kakšen način tudi kakšne dele k vam v vaše podjetje. Ja, ravno se bom navezal na to, kar sem prej govoril, napake ne ponoviti dvakrat, ne, recimo, meni je zelo všeč v tem podjetju, ko delam, ne, in tako kot sem prej tudi omenil mojega mentorja oziroma direktorja, jaz lahko probam marsikaj. Ne, da mi za prebrati kakšno knjigo, pove, Matic, glej, preberi si, razmisli, ne, jaz potem to zadevo poskusim implementirati in če se zadeva obnese, jo ljudje v vsakem primeru ponotranijo na nek način, ne. Če ljudje ne ponotranijo, se pravi, je zadeva bila nesmiselna, ne. Recimo, ena izmed teh knjig je bila Z gruščem do uspeha, kjer govori o teh kratkih šprintih, o tem, da morajo biti podatki dostopni vsem projektnim sodelavcem in o tem, da v bistvu zaradi zelo hitrega spreminjanja informacij in aktivnosti na samem projektu se je potrebno dnevno oziroma vsaj na 2-3 dni usklajevati, ne. In to so vse ti zapisi v tej knjigi, ki so danes na nek način aktivno ali pa pasivno vpeljani v projektno vodenje. So pa tudi v našem podjetju smo imeli izobraževanja glede projektnega vodenja, tudi izobraževanja faze projektov, da smo razčlenili, kaj v kateri fazi, kaj moramo dobiti iz katere faze, kaj so inputi, kaj so outputi, kakšne so zahteve posameznega oddelka, tako da te zadeve so bile pri nas v podjetju že zelo dobro razdelane. In v bistvu, ko sem jaz prišel na svoje delovno mesto, sem imel dostop do v bistvu že zbranega gradiva o projektnem vodenju in sem v bistvu samo prilagodil način svojega dela na to. No, super, hvala. Mogoče še moja zadnjo današnje vprašanje, dejansko vaše opažanje tega, ali se pač to število pa sama zahtevnost kompleksnosti projektov dejansko v vašem primeru, v vašem podjetju v zadnjem času povečuje, pomeni, da so naročniki bolj zahtevni, da zahtevajo več, da so rezultati, ki jih morate dejansko dostaviti, jih je težje doseči, ne? In pa potem še pod vprašanje dejansko vezano na same ljudi, dejansko, ki vodite te projekte oziroma delate na samih projektih, ne? Glede na to, da smo v času neke postkoronskega obdobja, ne? Kjer so se ljudje na projektih zelo močno dodatno obremenili časovno pa težavnostno, ne? Ali se vam zdi, da je to vzdržno, takšna obremenjenost recimo teh ljudi, ki vodijo projekte oziroma delujejo na tem področju, ali bo potrebno mogoče malo stopiti nazaj, pa malo ali več ljudi dodati, ali na kakšen način pač to narediti, da ljudje mogoče pa res ne bodo toliko obremenjeni, kot v nekaterih primerih so. Ok, zdaj bi se najprej navezal kar na to obremenjenost, ne. Jaz mislim, da pri obremenjenosti je najbolj pomembna samoorganiziranost, ne. Živimo v času, kjer smo mi najbolj obremenjeni z informacijami in motilci. In zame osebno, česar se probam čim bolj zoperstaviti, je razne novice, Facebook, Instagram, karkoli, kar vsak dan na polno noter v glavo. Mislim, da je to največji obremenilni del našega dela, ne, zaradi tega, ker vsi vemo, da če se nekdo skoncentrira, se za 2-3 ure usede, naredi ogromno. Če imaš pa ti vklopljena obvestila, vklopljene maile, vse te zadeve in ravno iz tega razloga smo tudi v našem podjetju uvedli tihe urice, se pravi, vsak dan sta 2 ure, kjer ni nobenega sestanka, nobenega motilca, ničesar, tudi po pisarnah so dogovori, da se med tem časom ne razglablja, da se uporablja sejna soba v primeru, če se je potrebno karkoli prilagoditi. In mislim, da bomo z zagotavljanjem uspešne koncentracije naših projektnih sodelavcev naredili
veliko več in da se tudi ti ne bojo počutili dosti bolj obremenjeni. Ne? Zaradi tega, ker če ti ravno upravljaš neko aktivnost, nekaj delaš, si mislim nekje, potem pa pride tretji, pa te glede 4. projekta sprašuje, ne, te v bistvu zmoto, najprej za 5 minut, da se mu sploh lahko posvetiš, potem se z njim pogovarjaš 15 minut in potem še naslednjih 5 minut za to, da se vrneš nazaj v svoje delo. Ne. Da si v bistvu izgubil 25-20 minut, ki ti v bistvu sploh ne dosti pomagajo. Ne. Obremenitev ti pa ostane, ne. Ti pa v tistih 25 minutah za svoj task nisi naredil veliko. Ne. Tako da jaz mislim, da je predvsem ta del najbolj pomemben. Ok, pa še mogoče tisto glede te same zahtevnosti pa števila projektov dejansko, ali se vam zdi, da se vam pojavljajo bolj kompleksni projekti, mogoče v zadnjem obdobju, daljše časovno obdobje trajajo projekti, ne vem, so več vredni, skratka, na kakšen način, če se to skozi zdaj, glede na to, da ste v tem podjetju 2 leti, dobre, mogoče, če je že kakšna razlika vidna od tega, od začetka, ko ste prišli v podjetje, pa danes, kjer dejansko podjetje je. Ja, moram priznati, da že ko sem prišel v podjetje, so bile zahteve zelo visoke, tudi danes so zahteve vedno više. Tudi kupci oziroma stranke, ki prihajajo v podjetje, imajo vedno više zahteve. Ne. Se pravi, in kar se tiče filtracije, kar se tiče zahtevnosti prahov, in tudi mislim, da je naš razvoj, oziroma smo zelo razvojno usmerjeno podjetje, ne, se ravno k nam vračajo zaradi tega, ker smo sposobni ponuditi te rešitve. Ne. In v bistvu znamo na nek način odreagirati, znamo se pa tudi zelo dobro prilagoditi. Ne. Recimo, če pride zahteva po neki posebni opremi na trgu, se ne ustrašimo tega, ne, oziroma vzamemo to kot izziv in zmeraj ponudimo stranki najboljše. Tako da ja, zahteve zagotovo grejo vedno višje, je pa tudi res, da tudi naše podjetje gre vedno višje in smo vedno bolje pripravljeni na te zahteve. Ne? In tudi učenje tehnološke obdelave, kaj je najboljše, ali je boljše, ne vem, brušeno jeklo, ali je boljše peskano, karkoli, mislim, da se učimo iz projekta in projekti in smo tudi mi vedno boljši. Odlično, hvala za odgovor. Dobili smo še eno vprašanje dejansko od naše publike in sicer bolj osebno vprašanje dejansko, kje se vidite karierno v prihodnosti, pa na čem boste dejansko gradili svojo kariero oziroma svojo prihodnost. Kje se vidim? Trenutno se vidim točno tudi, kjer sem. Opravljam delo, ki me veseli. V bistvu najbolj pomembno mi je, da ko pridem v službo, ne vem, če sem že kdaj pogledal na uro, kdaj lahko grem domov. To je, se mi zdi, da tisto, kar je najbolj pomembno. Pridem in potem pač se 2-krat zasučem okrog svoje osi, pa je ura že toliko, da se lahko gre. Tako da, ja, mislim, da je moj cilj v naslednjih letih narediti čim boljše okolje za moje projektne sodelavce, da bomo lahko projekte izvajali še boljše, učinkovito in pa predvsem hitreje in s čim manj napakami. Ok, super, hvala. Jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem našim poslušalcem, da so se nam danes pridružili na tem projektnem pogovornem večeru, ki sta ga organizirala Slovensko združenje za projektni menedžment in pa mladi projektni menedžerje. Hvala našemu gostu Maticu, da si je vzel čas, da nam je dejansko predstavil svoje videnje, svoje delo, ki trenutno ga opravlja. Slišali smo veliko zanimivih iztočnic, ki nam dejansko lahko pomagajo tudi pri naših izzivih oziroma nam omogočijo neke nove rešitve. Tako da najlepša hvala vsem za današnjo družbo in pa lep večer še naprej. Enako. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.